Vsi kartični plačilni sistemi v zahodnem svetu so trenutno v lasti ameriških podjetij. Zakaj je to pomembno? Če vzamete samo primer, dva letošnja primera, eno je naša sodnica Betty Holler in posebna poročevalka Francesca Albanese, posebna poročevalka Združenih narodov, obe sta bili pod sankcijami Združenih držav oziroma sta še vedno pod sankcijami Združenih držav Amerike zaradi njunih stališč in dejanj tako na mednarodnem sodišču, kot se tudi v okviru Združenih narodov, ki so svojih stališč, ki ste jih zavzeli do izraelskega genocida v Gazi. Konkretna posledica tega, da ima Amerika v lasti kartične plačilne sisteme v zahodnem svetu, je to, da ti dve gospe, kljub temu, da sta pač to delali v svoji službi, nimata več dostopa do plačila z svojimi karticami. Ne glede na to, pri kateri banki imata odprt račun, pač posrednik, tisti, ki omogoča prenos bitov in podatkov iz ene točke do druge, ima v lasti celotno verigo teh plačil. Zato je vpis gotovine v ustavo sila pomemben. Ne zato, ker bi danes Evropska unija razmišljala o tem, da bi ukinila evro oziroma papirnato in kovinsko obliko evra, ampak ker nikoli ne vemo, kaj nas lahko čaka. Ne vemo, kdaj je lahko katerikoli od nas pod sankcijami, kdaj se lahko znajde država v takšnih ali drugačnih težavah, kdaj lahko pride do kibernetskih napadov, kdaj lahko pride preprosto do električnih mrkov, zaradi katerih postanemo vsi ranljivi. In seveda brez osnovnega dostopa do sredstev, ki jih imamo na računu. Seveda vpis gotovine v ustavo pomeni tudi zaščito tistih, ki še niso digitalizirani, tisti, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov nimajo dostopa do elektronskih poti poslovanja, bodisi z banko, bodisi plačilno ali kakor drugače, ali tega niso vešči. Ta trenutek je seveda to delež prebivalstva, ki se iz leta v leto manjša, ampak še vedno obstajajo. Tretji vidik je, kot smo že tudi danes slišali, neka svoboda odločitve. Nekateri ljudje imajo neko posebno navezanost do gotovine, do plačevanja z gotovino iz takšnih ali drugačnih razlogov. Zato iz vseh teh različnih vidikov je smiselno, da se ta debata, ta razprava o spremembi ustave je začela, za kar se seveda v Levici zahvaljujemo pobudnikov, ki so zbrali kar lepo število podpor za to, da smo to debato opravili, kakor zahvaljujemo se tudi vsem, ki so v tem postopku na tak ali drugačen način sodelovali.